Pozdravljeni! Spet je tukaj december in to je naša zadnja oddaja v letu 2012. V letu 2013 bo naša šola obeležila 50 let in 200 let rojstva Franca Miklošiča, po katerem gimnazija nosi ime. Uvod v Miklošičevo leto so bili letošnji že tradicionalni Miklošičevi dnevi. 19. novembra se je na gimnaziji Franca Miklošiča odvijal pester večer, ki je naznanil tradicionalne Miklošičeve dneve. Pričel se je s tiskovno konferenco, na kateri so sodelovali magistra Olga Karba, županja občine Ljutomer, Ivan Fras, direktor Pokrajinskega arhiva Maribor, Monika Lovše-Rošker iz podjetja Biro, profesorica Irena Štohec, profesor Fran Čuš ter ravnatelj gimnazije Franca Miklošiča. Predstavili so planirane aktivnosti v letu 2013, s katerimi bomo obeležili obe obletnici. Tako smo pristopili k pisanju oziroma izvedbi monografije, ki bi naj bila izdana o 50-letnici gimnazije Franca Miklošiča, v kateri bi bil predstavljen tako zgodovinski kronološki oris dogajanja v teh 50 letih. Potem osrednji dogodek obeležitve 50-letnice delovanja naše gimnazije bo v petek 30. avgusta 2013, ko bo slavnostna akademija. Torej pred začetkom, na predvečer v bistvu novega šolskega leta 2013-2014. Naslednji dan v soboto 31.8.2013 pa bi bilo nekoliko bolj v sproščenem ozračju srečanje vseh generacij. Potem na šoli pripravljamo dva filma, in sicer prvi je predstavitveni film o 50 let delovanja gimnazije Franca Miklošiča, drugi film pa bi naj predstavljal življenje in pa delo dr. Franca Miklošiča, njegova zgodovinska vloga, kakor tudi nekako pogled dijakov, ali pa v bistvu z perspektive dijakov danes, kako gledajo na Franca Miklošiča. Potem bi izdali tudi antologijo dijaške poezije in pa izvedli literarno srečanje. Naša šola 6 let zapored sodeluje v izvedbi poznavanja novejše zgodovine slovenskega naroda z naslovom Pot v prihodnost v sodelovanju z Prleškim društvom generala Maistra, v katerem sodelujejo vse slovenske srednje šole oziroma dijaki slovenskih srednjih šol. Letošnja tema tekmovanja bo Miklošič in njegov čas, kjer bodo pač se dijaki iz slovenskih srednjih šol pokazali v poznavanju Franca Miklošiča in pa njegove zgodovinske vloge. Potem bomo izvedli likovni in pa literarni natečaj. Načrtujemo srečanje gimnazij Miklošičevih mest in sicer predvsem na športnem področju. V sodelovanju z Pokrajinskim arhivom Maribor bi pripravili razstavo Miklošičeva zapuščina. Predvidevamo izdelavo spominskih plaket in pa priznanj z tematiko Franc Miklošič in pa na pobudo dijakov in profesorjev naše šole bomo izvedli tudi razpis himna gimnazije Franca Miklošiča, tako da bi nekako ustvarili neko celoto. Niti slučajno pa ni naključje, da je bil del uvoda v Miklošičeve dneve 2012 literarno-humanistični večer, na katerem je bil gost priznani pisatelj Vlado Žabot, saj je maturant Ljutomerske gimnazije, ki naslednje leto praznuje 50 let, in 19. november je bil predvečer 199. rojstnega dne jezikoslovca Franca Miklošiča. V ospredje pa smo tokrat postavili njegov roman Ljudstvo Lunja, ki se imenuje po ljudstvu iz bakrene dobe, imenovan po Lunju, močvirski ujedi in totemskemu ptiču. Ne gre za neko upovedovanje česarkoli direktno, ampak gre za magijsko prizivanje duhov iz davne preteklosti. Tudi jezik ni zgolj komunikacija neka z bralcem neposredna, ampak je, bom rekel, sporedna realnost, skozi katero pač se mora bralec prebijati in jo doživljati z neko težo, z neko težavo, z neko močnino. Dijaki in dijakinje gimnazije so večer bogato dopolnili.
in sicer s plesno literarno interpretacijo Ljudstvo Lunja, interpretirali so iz Pastorale, Sukuba ter Volčjih noči. Srna pa se je vendarle bližala, res da počasi, res da vjugavo, vendar kljub vsemu vztrajno, kljub vsemu odločena, da stopi na kopno. Da se je jelinu že delalo pusto, grenko po grlu. V skrbi, da je več ne zagleda, je stekel višje v reber, pa sem ali tja in se naslonjen ob deblo zopet poskušal miriti. Sploh pa je po takih presledkih razburjene negotovosti srno vsakič znova zagledal drugje, kot je pričakoval. Ko je pritekel, se priplazil dovolj blizu, je srna že stala na kopnem, nekako vitka, dolgonoga, vendar ne tudi slabotna. Se začuda ni pognala v beg ali nazaj v vodo, ni se poskušala skriti, kar čakala je. Kar čakala je. Kar čakala je. Kar čakala je, takole, na strelu, ter počasi obrnila glavo in čudno velike, črne, mehke oči proti jelinu. Zmrazilo ga je. Puščica je bila na tetivi, lok privzdignjen za strel, toda roke je nekaj držalo v negibnost, v krč. Toda puščice zagotovo ni sprožil. Pes se zagotovo ni zganil. Srna je vitko, počasnih korakov in z dvignjeno glavo odšla. In je odhajala tudi potem, ko je jelin kar taval in ni videl kod, in ko se tudi pes ob njem zdel nekako pobit. In je odhajal tudi potem. In je odhajal tudi potem. Program pa so izvirno povezovali glasbeni vložki Pomurskih dečkov, skupine Acoustic Art ter Mihaela Pojbiča z glasbeno skupino. Miklošičevi dnevi 2012, uvod Miklošičevo leto 2013, uvod 50 let gimnazije Ljutomer, srečanje z bivšimi dijaki, profesorji, sedanjimi dijaki, tako pišemo zgodbe, tudi Vlado Žabot je del te. Učenke prvega D razreda so v sklopu Miklošičevih dnevov pripravile razstavo Življenje slovenščine, katera je razdeljena na obdobja, ki segajo vse od prvih zapisov slovenskega jezika do povojnih umetnikov. V razstavo so vključene knjige, ki so tako ali drugače pripomogle k razvoju slovenskega knjižnega jezika. Smo skupaj nekako zasnovali to razstavo, s katero smo predstavili tako vsebinski vidik avtorja, predstavili smo tudi posamezna dela, odlomke iz del, tako da res dijaki dobijo občutek, da začutijo, kaj vse, kje so tisti mejniki slovenskega jezika, ključni mejniki. Razstava je bila na ogled v prostorih šolske knjižnice od 20. do 30. novembra. Znanje je bila vedno najboljša naložba. Ko se ljudje zavemo, kaj je pomembno, velikokrat ugotovimo, da je znanje tisto, ki ti ga nihče ne more vzeti, omogočati dodatne možnosti in poveča mobilnost. V času Miklošičevih dnevov je gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer gostila doktorico profesorico Vesno Mikulič iz Fakultete za humanistične študije Koper, ki je predavala na temo Zakaj so mladi radi v stiku.
ker smo danes v družbi, ki zahteva znanje več jezikov in tudi znotraj enega jezika več jezikovnih različic. In prav je, da obvladamo čim več jezikov in čim več jezikovnih različic, seveda pa to ne pomeni, da lahko na račun drugih jezikovnih različic zanemarimo knjižni jezik, kajti knjižni jezik nam omogoča, da se lahko sporazumemo s celotno slovensko skupnostjo in ohranjanje tako knjižnega kot tudi drugih jezikovnih različic nam omogoča to bogatstvo slovenskega jezika. Kajti na predavanju sem želela izpostaviti prav to, da raznolikost znotraj enega jezika, se pravi raznolikost jezikovnih različic in raznolikost znotraj neke širše mednarodne skupnosti, ki se kaže v številnih jezikih, bogati vsako posamezno skupnost in celotno svetovno skupnost. Kajti samo v tem oplajanju medsebojnem različnih jezikovnih različic in različnih jezikov pravzaprav pridobivajo tudi posamezni jeziki. In na ta način se razvijajo posamezni jeziki, posamezne kulture in tudi celotna svetovna skupnost. Na predavanju je za sproščeno vzdušje poskrbela glasbena skupina Saturday Secrets. Fran Miklošič je slovenski filolog, jezikoslovec in slavist, rojen 20. novembra 1813 v Radomerščaku pri Ljutomeru. Po njem se seveda imenuje tudi naša gimnazija, ki praznuje 50. letnico svojega obstoja, drugo leto pa bomo obeležili tudi okroglih 200 let Miklošičevega rojstva. Sicer se tega izjemnega moža spomnimo vsako leto na tradicionalnih Miklošičevih dnevih, v sklopu katerih se dijaki prvih letnikov udeležimo Miklošičevega pohoda. In smo šli. V petek 23. novembra smo se peš odpravili do njegove rojstne hiše v Radomerščaku. Ob 10:25 smo se zbrali pred gimnazijo ter se odpravili skozi Ljutomer ter čez Kamenščak, kjer smo zavili med polja in nadaljevali pot po prelepi, jesensko obarvani pokrajini do Radomerja. Že malce izmučeni smo morali samo še po bližnici skozi gozd in že smo prispeli na cilj, do Miklošičeve domačije. Tam smo si ogledali njegovo rojstno hišo, zapisali spomine v knjigo obiskovalcev ter ne nazadnje pomerili znanje o tem pomembnem jezikoslovcu s kvizom, v katerem je zmagal prvi A. Kljub mrzlemu in deževnemu vremenu ter malce daljši poti je pohod minil v sproščenem in prijetnem vzdušju. In kot pravijo, da pravi Slovenec postane šele, ko priplezaš na Triglav, mora tudi vsak pravi ljutomerski gimnazijec obiskati Miklošičevo domačijo. In nam je uspelo. Danes živi v Sloveniji le še 4% prebivalstva, ki mu je kmetijstvo izključni vir preživljanja. Vendar je ob tem še visok odstotek tistih, ki na kakršenkoli način ostajajo v stiku z zemljo in tako predstavljajo tudi v deagrariziranem okolju nekakšen kmečki kontinuum. Tako se glasijo uvodni stavki etnologa in profesorja dr. Mirana Puconje v doktorskem delu Slovenska kmečka kultura. Dr. Miran Puconje je človek, čigar želja je ohranjanje slovenske kulture. V sklopu Miklošičevih dnevov je v petek 23. novembra 2012 v kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici potekalo predavanje oziroma pogovor na temo Slovenska kmečka kultura. Gosta je predstavil profesor Franc Čuš. Ker so tudi prebivalci občine Sveti Jurij ob Ščavnici in okoliških občin že od nekdaj tesno povezani z zemljo, so se z veseljem udeležili predavanja in ob koncu našemu gostu postavili veliko vprašanj. Ta dan, torej 23. novembra, Slovenci obeležujemo tudi državni praznik, natančneje dan Rudolfa Maistra oziroma spomin na čas, ko je bila utemeljena slovenska severovzhodna državna meja. Zato je beseda tekla tudi o tem dogodku. Doktorja Puconjo pa smo povprašali, kako vidi prihodnost kmetijstva v Pomurju. Na to, da je to žitnica Slovenije in se tega seveda tudi premalo zavedamo, se recimo od Radgone pa do Gradca, tako rekoč ne boste našli posejane pšenice, je tu nedvomno neka perspektiva ne samo za pomursko kmetijstvo, ampak tudi za celotno slovensko kmetijstvo in jaz upam, da bo skozi to krizo, ki prihaja, torej prišla neka nova faza, v kateri bo država morala videti perspektivo potrebe po samooskrbi in po drugi strani, da bodo individualni kmetje tudi videli svojo osebno perspektivo, da bodo na ta način lahko preživeli.
Perspektivo vidim enostavno v tem, da upoštevamo izročilo tradicije, da upoštevamo pozitivne dosežke v slovenski kmetijski ekonomiki, predvsem pa, da se približamo sonaravnemu kmetovanju. Ne morda čisto takole ideološko, kot se danes to tako pridiga, ampak imanentistično izvirno izhajajoč iz prakse, ki že obstaja in dejansko smo mi imeli to sonaravno kmetovanje skozi 1000 let, ne? Ampak se zdaj skozi to novo industrijsko kmetovanje to nekako pohodilo in podino v ozadje. V novembru pa je ob Miklošičevih dnevih potekalo še veliko drugih aktivnosti. Poglejmo si novičke. Pevski zbor naše gimnazije je z lamskim, prepričljivim in energije polnim nastopom na glasbenem festivalu osnovnih in srednjih šol naredil velik vtis na zbrano publiko, komisijo in na direktorico Pionirskega doma v Ljubljani, rojakinjo gospo Viko Potočnik. S tem smo si zaslužili ponovno vabilo, tokrat na 4. praznik partizanske pesmi. Pričeli smo s pevskimi vajami in ugotovili, da nas je na vsaki vaji več. Pristali smo na številki 87. Še 4 intenzivne vaje in že smo se z 2 avtobusoma na sončno soboto, 17. novembra, peljali proti naši prestolnici. Pot do Ljubljane je ob harmoniki in kitari minila hitro. Na kraju dogodka so nas prijazno sprejeli in nam ponudili največji prostor, kar so ga premogli. Sledilo je opevanje, ogrevanje, sproščanje pred nastopom in prireditev se je pričela. Nastopili smo kot 6. od 8 pevskih zborov. Bili smo najštevilčnejši in poleg tega še edini mladinski zbor, zato smo poželi veliko navdušenje in bučen aplavz zbranih poslušalcev že ob vstopu na skoraj premajhen oder. Pod vodstvom Danijela Brdena smo zapeli 3 partizanske pesmi: Svobodna Slovenija, Oblaki so rdeči in Bratje lek soncu svobodi. Na odru smo se počutili odlično, saj nas je zbrana publika z velikim navdušenjem poslušala. Po končanem nastopu so sledile čestitke in vabila za sodelovanje z drugimi zbori, nato pa pogostitev, obvezen McDonald's in zabavna pot v nočnih urah proti domu. V torek 27. novembra smo se dijaki drugih letnikov odpravili v Maribor na gledališko predstavo z naslovom Christmas Carol. Na predstavi so nam zaigrali profesionalni igralci, ki se s tem ukvarjajo že nekaj časa in delujejo pod imenom American Drama Group. S svojimi predstavami potujejo po celem svetu, kjer ljudi zabavajo z odlično odigranimi igrami polnih humorja. Čeprav je bilo le 6 igralcev, so vsak del odigrali zelo dobro in nas zelo nasmejali. Na koncu predstave nam je direktor skupine gospod Güner povedal, kako je zabavati ljudi po celem svetu. It is very difficult to entertain, for instance, people like the Japanese who don't speak English at all, but they know all the technical terms. The Japanese know all the computer terms, the information terms, and all this technical stuff, but they don't, because when we play for the Japanese audiences, they don't clap and they don't laugh. But at the end of the play, they all stand up politely and they clap for 10 minutes. So they must have enjoyed it. In še nasvet za vse mlade nadebudne igralce. Well, the thing is, you've got to work hard. You've got to work hard, because I see a lot of people who have a lot of talent that could become actors, and they don't make it because they don't work hard enough. And I also see people who don't have that much talent, but they work very hard and become very good actors. So the main thing is you've got to work hard at it. You've got to believe in yourself. You do. If you believe in yourself, you can make it. Dijaki, ki imamo za izbirni predmet študij okolja, smo se v sredo 21. novembra odpravili na ekonomsko šolo, kjer je potekal Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Slogan letošnjega tedna je bil: Vsak ukrep šteje, vsak mora sodelovati. Tukaj so se nam predstavile srednje šole Pomurja ter nam na svoj način povedale, kaj vedo o odpadkih in svoje rešitve za probleme. Predstavili so se Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja zdravstvena šola, Dvojezična šola Lendava, Gimnazija Murska Sobota, nazadnje pa smo se predstavili tudi mi. Dogodka pa se je prav tako udeležila Osnovna šola 1 Murska Sobota. Dijakinje naše gimnazije so povedale, kako mi na naši šoli ločujemo odpadke, prav tako pa so predstavile anketo o odpadkih in njene rezultate, nad katerimi so bili mnogi pozitivno presenečeni.
Povedale so tudi, koliko papirja se porabi v naši šoli čez eno šolsko leto za seminarske naloge, teste, domače naloge, laboratorijske vaje in še kaj drugega. Predstavile pa so tudi načrt, kako bomo v šoli zmanjšali odpadke. Za kavo bi začeli uporabljati keramične lončke namesto plastičnih, za božično darilo bi lahko dobili ekoflaške, saj bi s tem tako zmanjšali tudi odpadne plastenke. Najbolj pa jim je bila všeč ideja, da bi mi, dijaki, profesorje začeli spodbujati za to, da naj začnejo uporabljati spletne učilnice. Prireditev pa se je zaključila z mislijo: pomagajmo, da bomo živeli v čistejšem okolju in okolju, ki nam bo nudilo prijazno vizijo za naprej. Pisane barve, živahnost in igrivost so le nekatere izmed mnogih stvari, ki so nas, dijake predšolske vzgoje in otroke soboških vrtcev, spremljale v sredo 21.11.2012, ko smo si v Murski Soboti ogledali baletni predstavi Cirkus in Te vidim. Predstavi je povezovala Tjaša Žalik, odplesale pa so jo baletke glasbene šole v Murski Soboti. V prvem delu, Cirkus, so pozornost pritegnile prikupne baletke s svojimi dežniki in cirkusanti, ki so navduševali s pisanimi barvami, živahnostjo in igrivostjo. V drugem delu z naslovom Te vidim so prevladovale temne barve. Balet prikazuje zgodbo o materi, ki je imela 3 hčere. Te so iz dneva v dan delale sive lase. Nekega dne je rekla, da bi jih dala tudi vragu. Ta je res prišel in najprej vzel najstarejšo hčer. Sledilo je ženitvovanje in selitev na grad. Tam je vrag ženo opozoril, da je v gradu prostor, katerega vrat ne sme odpreti. Ko jih je odprla, so jo požrli ognjeni plameni. Ko je vrag to videl, je šel k materi po drugo hčer. Zopet je sledila ženitev, selitev na grad in prepoved odpiranja vrat. Tudi ona se je kaj kmalu znašla v peklu. Vrag je odšel še po najmlajšo hčer. Zopet je sledilo ženetvovanje, selitev na grad in seveda prepoved odpiranja vrat. Tudi najmlajša je odprla vrata, ampak ni stopila naprej. Med plameni ognja je zagledala svoji sestri in jo rešila iz pekla. Naredile so načrt, kako bi se neopazno izmuznila iz gradu in ne da bi vrag opazil, so se vrnila nazaj k materi, kateri je bilo žal za izrečene besede. Predstava nam je bila všeč, vendar je bila žal prekratka. Kar živeli smo se vso to baletno vzdušje in čas je hitro minil. Na koncu smo nastopajoče nagradili še z bučnim aplavzom. Letošnji projektni teden je bil za prve letnike zelo zanimiv. V četrtek 22. novembra smo se namreč napotili na ekskurzijo v Ljubljano, ki je bila odlična priložnost za spoznavanje raznih znamenitosti in nadgrajevanje našega znanja. Ko smo prišli v Ljubljano, se je ena skupina napotila v Narodno in univerzitetno knjižnico, druga v galerijo in tretja spet v hišo eksperimentov. Po končanih napornih urah razmišljanja smo imeli dijaki tudi čas zase. Prosti čas smo preživeli z raziskovanjem Ljubljane in obiskali tudi nekaj trgovin. Popoldan smo se tako že vsi prijetno utrujeni odpravili domov. Petek, 26. oktober, se za 20 dijakov 3. in 4. letnikov začel že zelo zgodaj. Ob 2:30 zjutraj smo krenili na naravoslovno obarvano ekskurzijo v Salzburg in nato naprej v München. Naša prva postaja je bil solni rudnik Hallein, kjer smo se kot čisto pravi rudarji v belih zaščitnih oblekah z vlakcem podali v globine rudnika. Od tu smo si na hitro ogledali še zanimivo keltsko vas, nato pa se z res največjim veseljem odpravili naproti novi ogledni točki, eni izmed naših najljubših, pivovarni Hofrau, kjer smo si ogledali muzej pivovarstva, se seznanili s postopkom k proizvodnje in si proizvodnjo tudi ogledali, v prijetnih prostorih tamkajšnje okrepčevalnice pa smo se prepustili užitkom ob pokušini piva. Nato smo si ogledali park dvorca Hellbrunn oziroma natančneje tamkajšnje vodne igre, naš prvi izletniški dan pa smo nato naprej preživljali ob spoznavanju samega Mozartovega mesta. Prvi dan je šel kar se da hitro k koncu in čakala nas je približno 2,5-urna vožnja naprej v Nemčijo do Münchna. Prvi vtisi o prestolnici Bavarske so bili nadvse super. Povsod veliko prestižnih nemških vozil, visoke mogočne steklene zgradbe in hitre ceste. Vsa moderniziranost nas je zelo navdušila. Namestili smo se v mladinskem hostelu Haus International München.
Tukaj smo se tudi pozabavali v diskoteki, na naše presenečenje pa smo že prvo noč spoznali nekaj prijetnih sovrstnikov z hrvaškega Zagreba. Drugi dan, sobota, je bil za nas verjetno najbolj pričakovan. Takoj po zajtrku smo namreč šli na ogled Arene Allianz, zelo znanega in enega najbolj modernih nogometnih stadionov. Z mogočne tribune smo imeli prelep razgled na igrišče s pravo travo, katerega so ravno pripravljali na veliko tekmo, ki je bila naslednji dan. Sprehodili pa smo se tudi po notranjosti, po restauracijah, sejnih sobah, trgovinah, kot najbolj pa je pomembno omeniti seveda slačilnice, kjer smo se navihane dekleta tudi z veseljem fotografirala. Naš naslednji ogled je bil Dachau, kjer so še danes ostanki nekdanjega koncentracijskega taborišča, nato pa smo se vrnili v sam center Münchna, kjer smo se prosto sprehodili po mestu, si ogledovali znamenitosti in si privoščili čas za nakupe. Vrhunec sobotnega dne pa je bil zadnji večji ogled. Podali smo se v BMW muzej in BMW Welt. O pogledu na vse te športno elegantne bleščeče se jeklene koničke nam je zastal dih. Ni bilo avtomobila, ob katerem se ne bi želeli fotografirati. Marsikateri avtomobil smo se tudi usedli in verjetno je vsak izmed nas po svoje sam pri sebi sanjaril, kateri bo njegov sanjski BMW. Zadnji dan, v nedeljo, pa nas je čakalo presenečenje. Ob pogledu skozi okno smo bili zelo presenečeni, kajti naš prvi letošnji sneg smo doživeli v Münchnu. V toplih oblačilih smo se podali na prve oglede v tehnični muzej, pot nas je naprej vodila v živalski vrt München, kjer smo si ogledovali najrazličnejše živalske vrste. Še zadnji naš ogled pa je bila palača Nymphenburg, kjer smo si ogledali muzej Človek in narava ter spoznali veliko stvari z biološke plati. Tukaj se je tudi naše raziskovanje po Bavarski končalo. Čakala nas je le še pot preko meje ter čez vso Avstrijo nazaj domov v Pomurje, kamor smo se vrnili v ponedeljek ob rani jutranji uri. Bilo je super, polno zabave, novih dogodivščin, spoznanj in kar je najpomembnejše, domov smo prišli z veliko novega znanja. Z veseljem bi se še vrnili tja. Letos uspešno nadaljujemo s projektom Znanost ima mlade. Tokrat smo gostili politologinjo dr. Simono Topolinjak. Pri novemberski okrogli mizi se nam je pridružila doktorica znanosti Simona Topolinjak, bivša dijakinja gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Po upravljeni maturi se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomirala iz zgodovine. Hkrati pa je še študirala na Fakulteti za družbene vede ter diplomirala iz politologije, smer analiza politik in javna uprava. Po upravljenima diplomama je nadaljevala na FDV-ju ter naredila doktorat iz politologije, ki ga je zaključila v letošnjem letu. Noben študij, kamorkoli se boste vpisali, ni 100%, da dobite takoj po tistem delovno mesto, sploh iz tiste smeri, na kateri doštudirate. Jaz sem šla preverjati podatke, ker se letos opravljala še enkrat ta raziskava. In v bistvu so bile so narejene ankete z diplomanti politologije in ugotovljeno je bilo, da v bistvu v prve pol leta po diplomi je bilo zaposleni oziroma se zaposli približno polovica diplomirancev. To je kar, ja. Ampak to je bilo zavzeto od 2006 do 2011, če pogledaš pa od 2009 do 2011, ta številka malce pade. Ne? Se pravi, zelo je pomembno, mislim, mogoče, ne vem sicer, kak je na drugih študijskih programih, ampak na politologiji, mislim, da celo posod na FDV-ju, ali pa ne, ni, glavne na politologiji je tudi to, da imaš v bistvu opravljanje prakse, in tista praksa 14-dnevna, ali si jo dobiš sam, naprimer, kad delaš kje v kakšnem organu državnem ali pa na lokalnem nivoju ali pač kjerkoli, ali pa če pa ne dobiš nikjer, pa ti priskrbijo tudi profesorji.
In ta praksa je bila zelo dobra, ker so naši študentje delali v državnem zboru, na različnih ministrstvih, na veleposlaništvih in dostikrat se je zgodilo, da je tisti študent ostal tam mogoče pogodbeno, je pa tudi kar nekaj primerov takih, ki so kasneje v bistvu tudi dobili zaposlitev tam. Tako v bistvu je že pomembno, da skozi študij probaš pridobiti svojega bodočega delodajalca, oziroma je težko, ampak mogoče vsaj, da vidiš, kakšno je delo politologa, ne. Dijaki gimnazije Franca Miklošiča vam želimo zares veseli december, mi pa se vidimo takoj v začetku prihodnjega leta.